Lep pozdrav vsem skupaj, se slišimo? Ja, Super. Dobrodošli na današnjem predavanju dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Da se vam še predstavim najprej, sem Matevž Močni Grčar iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, delam pa tudi na projektu Life IP Natura, v okviru katerega organiziramo ta regionalna srečanja z vsemi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po Sloveniji. Tole današnje srečanje je pa še zadnje v seriji, torej s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje. Pa če gremo kar na program predavanja, za začetek bom naredil nek uvod, ki se navezuje bolj na naš projekt. Nato sledi predavanje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave z naslovom Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih. Nato sledi predavanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nino Kirbiš je pripravil za današnje srečanje posnetek, ker je žal danes na terenu in ne bo moral biti z nami. Bo pa predstavil priložnosti skupne kmetijske politike 2023 do 2027 za Naturo 2000. Za konec bomo pa še predstavili v sodelovanju s Zavodom Celje nekaj dobrih kmetijskih praks. Bo Tatjana Pevec naredila nek uvod, potem bomo pa še pokazali dva videoposnetka, ki smo jih pripravili za tole srečanje. Pa če gremo kar naprej. Rad bi samo še rekel, saj vidim, da že kar upoštevate, da izključite mikrofon, če ne govorite, lahko pa vmes med predavanjem v pogovorno okno zastavite kakšno vprašanje. In če gremo na moj del predavanja, kmetijstvo in naravovarstvo za prihodnost ohranjene narave in trajnostnega kmetijstva. Moramo se zavedati, da je narava v Sloveniji med bogatejšimi v Evropski uniji, Natura 2000 pa je temelj varstva narave na evropski ravni. S temi območji ohranjamo evropsko pomembne živalske in rastlinske vrste ter življenjska okolja v državah Evropske unije. Skozi generacije nam je uspelo, da smo ohranili naravo v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena. Sem pa spadajo območja Natura 2000, zavarovana območja in pa naravne vrednote. Zelo smo ponosni, da letos v Sloveniji praznujemo polnoletnost Nature. Kot sem že povedal, sodimo med države z največjim deležem območij Nature 2000 v EU. To pa pomeni po eni strani priznanje, po drugi strani pa neko odgovornost, da bomo to še naprej ohranjali. To pa lahko dosežemo seveda le, če sodelujemo vsi sektorji. To so pa sektorji varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in pa upravljanja voda. In če si pogledamo tole projekcijo, Slovenija je med naravno najbogatejšimi območji Evrope in sveta, kar se tiče raznolikosti vrst. Če pogledamo, imamo v Sloveniji po ocenah 22 000 živalskih vrst, od tega jih je zavarovanih 800 in od teh jih je 205 v Naturi 2000. Potem si pogledamo še rastlinske vrste, po ocenah jih je okoli 3500 v Sloveniji, zavarovanih je 300 v Sloveniji in le 27 v Naturi 2000. Dobrih 37% ozemlja Slovenije spada pod območja Nature 2000, pa če si pogledamo še tale prikaz, le 1% imamo vodnih površin v Naturi, 2% je pozidanih površin, praktično vse površine nad gozdno mejo so v Naturi, teh je 4%,
potem pa imamo 20% kmetijskih površin, ki se nekako nas najbolj dotikajo. Potem največ jih imamo pa seveda gozdnih površin, teh je pa 70%. Kmetijstvo in varstvo narave. Zakaj sta tako pomembna in nepogrešljiva? Skozi zgodovino je kmetijstvo oblikovalo različna tipična življenjska okolja, ki so pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Z varstvom živali in rastlin in območij pa tudi ljudem konec koncev zagotavljamo možnost preživetja in kakovostno sobivanje z naravo. Dejstvo je, kot že verjetno vsi vemo, je, da brez kmetijstva tako raznolike krajine, kot jo imamo, ne bi bilo. Je pa problem, če pride do preintenzivne rabe ali pa tudi obratno. Pa si poglejmo še ključna sporočila Nature 2000 in pa kmetijstva v Sloveniji. Ukrepi v kmetijstvu zaradi nature so med manjšimi po obsegu. Skupna kmetijska politika pa podpira tudi okoljevarstvene ukrepe. Na kmetijskih površinah so bili v letu 2019 zaradi Nature 2000 opredeljeni naravovarstveni ukrepi na skupno 6,4% površin vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji, kar ni veliko. Skupna kmetijska politika pa ima ključne cilje. Ti ključni cilji pa so prehranska varnost, sem sodi pametno, konkurenčno, raznoliko in odporno kmetijstvo, potem krepitev podeželja oziroma socialno-ekonomski vidik in pa skrb za podnebje in okolje. Se pravi, moramo ohraniti biodiverziteto. Več o SKP in pa o novostih boste pa zvedeli v naslednjem predavanju, ki ga bo predal Nino Kirbiš. Pa če pogledamo še projekt Life IP Natura bolj podrobneje, v projektu poleg 2 ministrstev, kmetijske zbornice sodelujejo tudi naravovarstvene in pa raziskovalne ter izobraževalne ustanove. Čisto konkretni cilji projekta so nov program upravljanja Nature 2000, nacionalna monitoring shema, konkretne akcije na pilotnih območjih, ki bojo imele daljši učinek trajanja projekta. Projekt bo trajal do konca leta 2026, mi si pa želimo vzpostaviti aktivnosti, ki se bojo lahko nadaljevale tudi potem. Potem želimo si novih znanj in več medsektorskega sodelovanja za varstvo narave, ter pa seveda boljšo informiranost o Naturi 2000 ter njeno večje razumevanje in s tem tudi delovanje narave ter lažje iskanje učinkovitih rešitev za varstvo narave. Na spletni strani našega projekta si lahko pogledate zbrane 3 sklope dobrih praks na tele povezavi. To so pa sistemske spremembe programa razvoja podeželja za obdobje 2014 do 2020. Obsegajo spremembe oziroma odprav pomanjkljivosti ciljnih operacij oziroma KOPOP ukrepov. Med terenske dobre prakse lahko uvrstimo obnovo travniških površin, semeni lokalnega rastlinja, ohranitev travniških sadovnjakov, različne prostovoljne delovne akcije, razvoj blagovnih znamk, povezovanja kmetov, kot so uporaba kmetijske mehanizacije in pa odprava zaraščanja površin. V sklopu komunikacije se kar precej dela. Želimo si sodelovanja, izmenjave izkušenj, sem lahko uvrstimo tudi dogodke, kot je tale današnji. Več o dobrih praksah pa lahko izveste na tele povezavi, ki je navedena na tele projekciji. Zdaj bi pa šli kar na pilotna območja našega projekta. V projektu Life IP Natura različne ukrepe preizkušamo na 3 pilotnih območjih.
se pravi v slovenski Istri, potem Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci ter pa pilotno območje Štajerske. Na teh območjih imamo seveda zelo pestro naravo ter pa tudi razvito kmetijstvo. Tu najdemo številne vinograde, pašnike, sadovnjake in pa njive. Pa če nekaj več povemo o slovenski Istri, na tem pilotnem območju so mokrotni travniki in pa bogata suha travišča z metulji, ki predstavljajo ugodno rastišče za divje orhideje. V sredini tegale pilotnega območja je reka Dragonja, ki predstavlja osrednjo vodno žilo območja. Izvajanje aktivnosti na tem območju je še na začetku. Trenutno potekajo dogovori o oblikovanju ukrepov, ki se bodo izvajali na tem območju. Nato imamo pilotno območje Kamniško-Savinjskih Alp in pa Grintavci. Na visoki nadmorski višini obeh območij najdemo zelo bogato floro in fauno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina, ruševca in pa belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki in pašniki. Na tem pilotnem območju pa lahko izpostavimo primer dobre prakse sodelovanja s kmetom, ko smo že drugo sezono zapored letos v maju postavili električne ograde na delu pašnika za namen ohranitve in pa spremljanje populacije močvirskega mečka. Potem, če gremo še na zadnje pilotno območje Štajerske, ki je verjetno vam nekako najbolj poznana. Na tem območju so območja ekstenzivnih, mokrotnih in občasno poplavljenih travnikov, na katerih raste modra stožka, ki velja za enega najbolj ogroženih tipičnih življenjskih okolij v Sloveniji. To pilotno območje zajema Ličenco pri Poljčanah, Volčeke, Boč, Haloze Donačko goro, Dravinjo s pritoki in pa Dravinjsko dolino. Na teh območjih se srečujemo predvsem z dvema skrajnostima, in sicer opuščanje ali pa zaraščanje površin, težave pa znajo povzročati tudi invazivke. In če še naredimo nek tak zaključek prihodnosti sodelovanja kmetijstva in varstva narave, kot smo že omenili, večkrat se na eni strani srečujemo z opuščanjem, na drugi strani pa z intenziviranjem. Za naravo in ljudi nobena od teh skrajnosti ni dobra, zato institucije vseh sektorjev v sodelovanju s kmetijskimi seveda izvajajo številne aktivnosti za ohranitev kmetijske krajine ob sočasnem ohranjanju narave, saj je pestrost živalskih in rastlinskih vrst v kmetijski krajini pokazatelj njenega dobrega stanja. Konec koncev se moramo zavedati, da za ohranjanjem vrst bomo predvsem sebi in našim zanamcem omogočili kvalitetno preživetje. Sedaj pa sem jaz prišel do konca mojega dela. Hvala za pozornost. Če imamo kakšno vprašanje, bi prosil, lahko mi ga posredujete na tale e-mail. V nasprotnem primeru bi pa besedo predal sodelavki na Zavod za varstvo narave Republike Slovenije, da predstavi še njihov del. Hvala lepa za pozornost. Ok, vidite? Vidimo, ja. Ok, super. Torej, lep pozdrav še iz moje strani. Kot je že Matevž povedal, prihajam iz Zavoda za varstvo narave in sicer iz območne enote Celje.
Moje predavanje ima naslov Živalske in rastlinske vrste, ki potrebujejo kmetijstvo in kmetijstvo potrebuje njih. Zdaj, samo malo, da si tole naredim. Zdaj, če začnemo najprej, v bistvu človek in pa narava sta že od nekdaj v bistvu tesno povezana, ampak danes na to se mi zdi, da kar pozabljamo, no. Narava nam dejansko omogoča, da sploh živimo in tudi ti zdravi ekosistemi nam zagotavljajo neke nujno potrebne elemente, ki pa jih imamo v bistvu že danes kar za samoumevne. Naprimer, tak primer so čist zrak, sveža pitna voda, prst, tudi opraševalci so med njimi. In v bistvu dobro ohranjena narava, od dobro ohranjene narave v bistvu imamo tudi ljudje neke koristi oziroma nam nudi narava neke dobrine. Poleg teh, ki sem jih že prej naštela, torej pitna voda, je med njimi tudi hrana za ljudi in tudi hrana oziroma krma za živali. Poleg tega pa so tudi neke storitve, naprimer varstvo pred poplavami, uravnavanje erozije, filtracija in podobno. Poleg tega pa ljudje tudi radi v bistvu gremo v naravo, kjer se sprostimo, se rekreiramo, tudi izobražujemo, ima pa tudi neko znanstveno vrednost. Zdaj, na temle slajdu je prikazana ena slika, ki v bistvu prikazuje spremembo biotske pestrosti glede na intenziteto kmetijske rabe. Zdaj, na čisto levi sliki vidimo v bistvu, da je ta krajina raznovrstna, pač prisotna je še naravna struga vodotoka, meandrirajoča, zraven je poplavni gozd, ki v bistvu v primeru poplav v bistvu zadrži to vodo, da se ne razlije na druge površine. Prav tako pa so tudi neke travniške površine, verjetno med njimi tudi kakšna intenzivna, ampak taki v bistvu pestri habitati oziroma pestri ti življenjski prostori nudijo habitat različnim živalskim in pa tudi rastlinskim vrstam. Zdaj, če pa pogledamo čisto desno sliko, tu pa v bistvu gre za neka intenzivna kmetijska krajina, kjer je v bistvu človek posegal, vidimo, da je reka regulirana, v primerjavi s to levo fotografijo, potem tudi v bistvu naokrog so vse njivske oziroma neke intenzivne površine, ki segajo vse do roba vodotoka in v primeru v bistvu visokih voda te površine tudi poplavi, zato ker v bistvu ni neke obrežne vegetacije, ki bi lahko to vodo zadržala. In posledično je v bistvu zdaj z vidika kmetijstva je verjetno tole pač najboljša slika, zato ker je v bistvu kmet lahko hitro dostopa do površin, v bistvu hitro lahko obdela take površine v primerjavi z tu, ker je prisoten tudi gozd. Ampak z naravovarstvenega vidika so pa je pa takšna krajina najslabša z vidika biotske pestrosti, saj tukaj pač živalske vrste predvsem v bistvu nimajo takšnih možnosti življenjskega prostora. Verjetno ste že vsi slišali, če ne prejle pa pri Matevžu že, o Natura 2000 območjih. To so v bistvu neko omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih je s tem, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo leta 2004, bila tudi dolžna določiti, in sicer na podlagi v bistvu dveh direktiv. Eno je direktiva o pticah, druga pa je direktiva o habitatih. Na primer, na tem območju je Dravinjska dolina, je na podlagi direktive o pticah, medtem ko pa na primer Dravinja s pritoki ali pa kakšno drugo območje je pa na podlagi direktive o habitatih bilo razglašeno. Slovenija je v bistvu tudi dolžna zagotavljati ugodno stanje ohranjenosti ogroženih vrst in pa habitatnih tipov. Zdaj, v bistvu gre za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, v bistvu, ki so v slabem stanju.
In varstvo teh vrst v bistvu posrednjo zagotavlja tudi varstvo nekih drugih vrst, ki pa mogoče niso tako ogrožene, ampak jih s tem, ko te kvalifikacijske vrste varujemo tudi te mogoče tudi manj znane druge vrste. In Slovenija je torej dolžna zagotavljati ugodno stanje in pa o stanju teh vrst in habitatnih tipov mora tudi na vsakih 6 let poročati Evropski uniji. In zadnjo tako poročanje je bilo leta 2018. Zdaj tule je prikazano torej, kakšno je bilo stanje narave leta 2018, torej ko se je poročalo. V bistvu za levi graf prikazuje stanje vrst, desni habitatnih tipov. In vidimo, da v bistvu imamo vrste, le 30% vrst v ugodnem stanju, preostalo pa je v bistvu v neugodnem oziroma nekem slabem stanju oziroma stanje zaradi nekih manj raziskanosti in podobno tudi ni znano. Zdaj, če bi hoteli imeti, torej, da bi lahko rekli, da imamo dobro stanje, bi mogli imeti vsaj 3/4 tega grafa zeleno obarvanega, tako pa imamo samo dobro tretjino. Podobno je tudi pri habitatnih tipih, ker je tudi samo 38% teh habitatnih tipov je v ugodnem stanju. Zdaj najslabšem stanju so v bistvu vrste, ki so vezane na travišča in pa tudi na neke mokrotne habitatne tipe, torej bodisi vode, bodisi mokrotne površine. Zdaj na območju KGZ Celje, ki je označeno z rdečo črto, se nahaja v bistvu 70 območij Nature 2000. Zdaj lahko vidite, da v bistvu večina teh območij se deli tudi še na druge KGZ-je, tako da na primer Pohorja, območje Nature 2000 Pohorja je le en del na območju Celja, tudi Kamniško-Savinjske Alpe. V bistvu največje Natura 2000 območje, ki je znotraj, je v celoti znotraj KGZ Celje, je Kozjansko. Potem pa so še tudi v bistvu manjša območja, ki pa jih tu ne vidimo, ker je bolj oddaljen ta zemljevid, so pa tudi razni vodotoki. In pa tule v bližini Celja oziroma v Celju pa tudi območje Volček, ki je tudi tako majhno, da se v bistvu sploh ne vidi. Zdaj znotraj teh Natura 2000 območij je prisotnih 82 vrst in pa 35 habitatnih tipov. Zdaj, v bistvu te vrste niso vezane vse na travišča, ampak so vezane v bistvu tako na vode, kot tudi na travišča, gozd, visokogorja, tako da tistih, ki pa so striktno vezana na travišča, je pa manj. Zdaj, ključni varstveni cilji v kmetijski krajini so torej ohranjanje teh ekstenzivnih travniških površin oziroma da se v bistvu izboljša stanje teh travnikov in pa tudi, da se ohranjajo neki značilni krajinski elementi v kmetijski krajini, kot so na primer visokodebeljni travniški sadovnjaki in mejice. Zdaj v nadaljevanju si bomo pa pogledali v bistvu nekaj teh habitatnih tipov in pa živalskih oziroma tudi rastlinskih vrst, ki so v bistvu prisotne na območju znotraj Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in ki so v bistvu ali posredno ali pa tudi neposredno vezane na travišča. Zdaj prvi ta habitatni tip so v bistvu suhi travniki. Gre za habitatni tip polnaravna suha travišča. Ta travišča so v bistvu nastala kot posledica neke tradicionalne rabe prostora z pašo in košnjo, torej v bistvu tudi zato tudi polnaravna, ker je tudi človek imel vlogo pri njihovem nastanku.
To so v bistvu taki travniki in pašniki na apnencih in dolomitih, na takih ponavadi na nekih strmih površinah, rastišča so ponavadi taka suha, svetla, topla, pač tla so hitro odcedna in se jim pač ne prenesejo neke močne vlage. In v bistvu ta travišča so pomembna z vidika tudi, ker predstavljajo pomembna rastišča kukavičevk oziroma teh divjih orhidej. Zdaj znotraj KGZ Celje je ta habitatni tip prisoten na območju Boča, Haloz, Donačke gore, Bohorja, Boletine, Kuma in pa Mrzlice. Zdaj v bistvu v ukrepih KOPOP, teh naravovarstvenih KOPOP ukrepih, je v bistvu možen vpis, če so pač znotraj teh naštetih območij, možen vpisati ukrep HAP, torej posebni traviščni habitati, ker je potem tudi na posamezne regije Slovenije v bistvu opredeljeno, kdaj se lahko izvede prva košnja. Ste pa tudi v bistvu KGZ Celje je v bistvu edini zavod, ki ima tudi znotraj svojega območja v bistvu 2 nahajališči velikonočnice, to so tudi edini nahajališči velikonočnice v Sloveniji, na območju Boča in pa Boletine. Verjetno jo vsi poznate, ti 2 nahajališči sta obe ograjeni, tako da in tudi je predpisan način upravljanja s temi rastišči, tako da je pa pomembno tudi izvajanje kmetijske prakse v bistvu v okolici, v bližnji okolici teh nahajališč, da ni okrog nahajališča zdaj ravno intenzivno kmetijstvo, ampak da je tudi okoliški travniki, da se izvaja neka ekstenzivna košnja in ekstenzivno upravljanje. Potem pa imamo še mokrotne habitatne tipe, to so pa travniki s prevladujočo stožko. To so v bistvu res taki pravi mokrotni travniki, kjer voda zastaja, lahko pač ali zaradi tega, ker je v bistvu bližina vodotoka, ali tudi zaradi poplav in voda lahko zastaja tudi večji del leta. To so v bistvu travniki, ki so negnojeni, tudi samo obdelovanje je težavno, ravno zaradi te zastajajoče vode, zato je priporočljivo v bistvu, da se jih kosi vsaj enkrat letno oziroma maksimalno 2-krat letno, če je to mogoče. Zdaj na takšnih travnikih najdemo torej, kot že ime pove, travo modro stožko, poleg tega pa na takšnih travnikih najdemo tudi sibirsko peruniko, navadni čistec in pa nekatere druge pomembne vrste. Potem pa še drug habitatni tip so pa nižinski ekstenzivno gojeni travniki. To so pa travniki, v bistvu, ki uspevajo na takih zmerno gnojenih, vlažnih, zmerno suhih tleh. Poznamo torej in suho obliko in vlažno obliko teh travnikov. Pomembni so v bistvu zaradi tega, ker so prisotne v njih tudi trave, naprimer travniški lisičji rep, visoka pahovka, ki imajo tudi visoko krmno vrednost. Zdaj takšne travnike v bistvu je dobro, da se jih pokosi maksimalno 2-krat letno, izjemoma v bistvu tudi bi lahko 3-krat letno. Zdaj v bistvu ta habitatni tip je prisoten tudi na vseh 4 projektnih območjih projekta IP Life, razen pač Bohor, ki ni vključen v projekt. Tako da na teh 4 območjih se tudi izvajajo v bistvu ukrepi, možen je tudi vpis KOPOP ukrepa HAP, posebni traviščni habitati, kjer se v bistvu košnja lahko izvaja po 30.5. in pa dovoljeno je tudi nekaj manjšega gnojenja. Potem pa še imamo tile 2 vrsti metuljev, verjetno ste že vsi slišali za njih, vsaj tisti, ki kmetujete na teh območjih, ki so tukaj našteta, Dravinja, Ličenca, Volčeka in Cerovec. Na teh območjih sta torej ti 2 vrsti metulja kvalifikacijski.
Zakaj so pa v bistvu tako, v bistvu so ti metulji vezani na neke ekstenzivne mokrotne travnike, kjer je prisotna hranilna rastlina, zdravilna strašnica. Poleg tega pa morajo poleg te zdravilne strašnice biti v tleh tudi posebna vrsta mravelj, ki imajo gnezda pod zemljo. In ravno zaradi tega, ker so tako v bistvu specifični, so tudi tako ogroženi. Zdaj, na primer, na območju Dravinje s pritoki oziroma celotne Dravinjske doline in pa Ličence pri Poljčanah je prisotnih, lahko rečemo, še samo maksimalno 20 osebkov na obeh območjih skupaj. In še to so v bistvu takšni jarki, kjer so prisotne te posamezne hranilne rastline. Tako da v bistvu tem metuljem gre na teh območjih res zelo slabo, na Cerovcu na primer sploh niso že bili več let najdeni. Območje Volček je še nekako boljše od ostalih območij, s tem, da tudi tam jim ne gre ne vem kako dobro, no. Zdaj, za ohranjanje teh metuljev je mogoče vpisati KOPOP ukrep, traviščni habitati metuljev oziroma MET, kjer je košnja prepovedana med 15.6. in pa 15.9. Ravno zaradi tega, ker v tem času metulji letajo in samice tudi odlagajo jajčica. Zdaj, če si samo na hitro pogledamo v bistvu ta razvojni krog teh metuljev. Torej, kot sem že rekla, v bistvu na travnik mora biti prisotna ta zdravilna strašnica, na katero v bistvu samica mravliščarja odloži po eno jajčece in po 10 dneh se iz tega jajčeca razvije gosenica. Ta gosenica se nekje 3 tedne potem hrani z semeni strašnice, nato pa pade na tla. Na tleh pa zato, da se sploh ta gosenica lahko razvije, morajo biti tudi mravlje, posebna vrsta mravelj, ki imajo gnezda torej pod zemljo, in mravlje na podlagi nekih feromonov mislijo v bistvu, da je to mravlja in zato to gosenico odnesejo v mravlišče. Ta gosenica se pa v mravlišču hrani z zarodom mravelj in v mravlišču preživi 10 mesecev, potem pa ta vonj v bistvu izgubi in preden mravlja ugotovi, da ta gosenica ni bila mravlja oziroma da je bil nek vsiljivec v mravlišču, mora metulj zapustiti to mravlišče in to se zgodi nekje junija. Tako da in ravno zaradi tega zapletenega življenjskega kroga sta ti dve vrsti tudi tako ogroženi na teh območjih. Potem pa imamo še tudi eno ptico, rjavega srakoperja, ki je tak značilna vrsta tradicionalne kulturne krajine. V bistvu potrebuje in take ekstenzivne cvetoče travnike in pa v bistvu tudi te mejice. V pač takem življenjskem okolju najde dovolj žuželk, s katerimi se prehranjuje in hrani tudi sebe in pa seveda svoj zarod. Zdaj, kvalifikacijska vrsta je na območju Dravinjske doline in pa na območju Kozjanskega. Tudi za ohranjanje te vrste v bistvu se lahko vpiše tudi ukrep KOPOP HAP. Potem pa še imamo tudi neke krajinske elemente, kot sem že prej omenila, tudi mejice so pomembne, razna osamela drevesa in pa visokodebelni travniški sadovnjaki. Še pa nekaj tudi o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki nam zadnje čase povzročajo vedno več težav. Niso v bistvu problematične samo z naravovarstvenega vidika, ker pač zaradi izpodrivanja avtohtonih vrst prihaja do izgube življenjskega prostora, ampak se tudi posledično slabša stanje vrst in pa habitatnih tipov. Problematične so tudi s kmetijskega vidika, saj v primeru, da so na kmetijskih površinah prisotne, to pomeni, da bo pridelek nižji, nižja bo tudi vrednost krme, nekatere med njimi pa so tudi strupene za domače živali. Zdaj tu
prikazane so 4 te invazivne rastline, zato ker sta pač 2 zlati rozgi, sliko imamo samo od ene zlate rozge. In te, ki so tukaj napisane, torej ambrozija, rudbekija, 2 vrsti zlate rozge in pa enoletna suholetnica, so vključene tudi v zahtevo navzkrižne skladnosti. In v bistvu kmet je dolžan v bistvu izvajati ukrepe za obvladovanje teh 5 invazivk. In sicer v bistvu ti ukrepi se morajo izvajati pred cvetenjem oziroma pred semenenjem. Zdaj tule bi še samo spomnila na tole knjigico, verjetno jo poznate, Invazivne rastline in kmetijstvo, kjer so opisane tudi v bistvu te invazivke in pa tudi mehanizmi oziroma načini odstranjevanja za posamezne vrste so zapisani. Za konec pa še v bistvu primeri dobrih praks, kjer sta se v bistvu povezala tako kmetijstvo kot tudi naravovarstvo. Eden od takšnih je bil projekt Life to Grasslands, življenje traviščem, ki se je končal pred parimi leti in je v bistvu potekal na območju Halos, Kuma, Gorjancev in Pohorja. In ravno na območju Halos v projektu je šlo v bistvu za ohranjanje teh suhih travišč, o katerih sem tudi prej nekaj povedala. In v bistvu eden od rezultatov na območju Halos je bil, da se je v bistvu 7 ekoloških kmetij povezalo preko mlekarske zadruge Ptuj in so se z ljubljanskimi mlekarnami v bistvu dosegli so nek dogovor o višji odkupni ceni tega mleka. Prav tako pa je v bistvu v okviru tega projekta tudi na območju Halos pa se je tudi v bistvu nastala je lokalna blagovna znamka, kjer so v bistvu se prav tako kmetje, ki pridelujejo, ne vem, neke mlečne izdelke oziroma suhomesnate izdelke in še nekatere druge stvari, tudi med, na primer, so se vključili v to lokalno blagovno znamko in na spletni strani se tudi najde v bistvu katalog teh ponudnikov in pa izdelkov. Tako da, potem še pa naslednja. Primer dobre prakse je pa tudi projekt Ljuba, Ljudje za barje, ki je potekal torej na območju Ljubljanskega barja. Mislim, da Ljubljansko barje je že tudi precej kmetijsko spremenjeno in se bolj tudi izgublja ta mokroten značaj. In zato so bile v bistvu naravovarstvene aktivnosti usmerjene tudi v ohranjanje teh mokrotnih travišč. In kmetje so pač, ki so se odločili za to pozno košnjo, ki je ključna za to ohranjanje teh travišč, so v bistvu potem nekateri se soočali s to težavo, da niso vedeli, kaj bi za tisto steljo, ki je pač ki je nastala kot posledica pozno košene trave. Po drugi strani pa so na območju Ljubljanskega barja bili tudi kmetje, ki pa so to steljo potrebovali in so hodili po njo tudi na druga območja, na primer na Cerkniško jezero. In tako so se v bistvu kmetje znotraj tega projekta ravno spet povezali. In tisti kmetje, ki jim je bila pač ta pozno košena trava za steljo v bistvu odveč, so se dogovorili s temi kmeti, ki so pa steljo potrebovali, tako da je prišlo v bistvu do nekega sodelovanja spet kmetov. Zdaj pa pomembno je torej, da se kot povezujete in kot kmetije, prav tako pa je potrebno v bistvu, če hočemo, da bomo izboljšali stanje v naravi, da v bistvu sodelujemo v bistvu vsi skupaj kot inštitucije, kot posamezniki in že z nekimi minimalnimi prilagoditvami v svojem delovanju lahko tudi veliko pripomoremo k stanju ohranjenosti narave. To je to z moje strani. Hvala, Eva, za tole zanimivo predavanje iz naravovarstvenega vidika. Sedaj bomo pa prisluhnili Ninu Kirbišu, ki ga pa danes žal ni z nami, ampak je pripravil
posnetek, ki ga bom jaz delil. Takole, upam, da slišimo. Lep pozdrav, sem Nino Kirbiš, prihajam z Ministrstva za kmetijstvo, Dobro, gozdarstvo in prehrano. Zaposlen sem na sektorju za trajnostno kmetijstvo, hkrati pa tudi na projektu Life IP, v okviru katerega tudi potekajo današnja predavanja. Danes vam bom predstavil, samo malo, da delim prezentacijo. Danes vam bom predstavil priložnosti skupne kmetijske politike za Naturo 2000. Pa si pogledamo, torej sama skupna kmetijska politika se ni začela od včeraj, ampak njena zgodovina traja že vse v leto 1962. Takrat nekako se je vzpostavila z namenom, da več nobeden v Evropski uniji ne bi bil lačen. No, z leti pa se je sama skupna kmetijska politika začela tudi nekoliko spreminjati, torej izmed glavnega cilja, kar je prehranska oskrba, so se dodali tudi drugi cilji, na primer različni projekti za razvoj podeželja, pa tudi okoljske in pa naravovarstvene zahteve. Zdaj, z letošnjim letom se konča obdobje skupne kmetijske politike od 2015 do 2022 in z letom 2023 bomo začeli z izvajanjem novega obdobja skupne kmetijske politike, torej obdobje 2023 do 2027. Same zakonodajne predloge je Evropska komisija torej za namene novega izvajanja objavila že s 1. junijem 2018. Torej, to je vseboval predlog uredbe o strateških načrtih in s tem strateškimi načrti je nekako Evropska unija naložila državam članicam, da nekako napiše oziroma pripravijo ukrepe, intervencije, s katerimi bodo naslavljali potrebe oziroma cilje same skupne kmetijske politike. Sam dogovor, torej o vsebini, torej o teh zakonodajnih predlogih je bil dosežen 28. in 29. junija 2021 in potem sama sprememba zakonodaje se je nekako odvila še v času slovenskega predsedovanja, torej nov zakonodajni sveženj je bil sprejet decembra 2021. Na ministrstvu smo k pripravi strateškega načrta pristopili že vse od začetka, torej že z letom 2018, ko je Evropska komisija objavila prve zakonodajne predloge. Vse skupaj se je začelo z javno razpravo, pripravili smo analizo stanja, SWOT analizo in pa oceno potreb in nekako potem smo vse te analize predstavili javnosti v okviru javne razprave. Potem pa smo nekako imeli še dve javni razpravi samega osnutka strateškega načrta, torej prva, ki je potekala nekako v juliju in pa avgustu 2021, kjer smo tudi organizirali več javnih posvetovanj po celi Sloveniji in pa potem tudi zadnja verzija, ki je bila kasneje tudi potrjena in na vladi, in to smo potem nekako oddali tudi 23. decembra 2021 na presojo Evropski komisiji. Sama komisija je naš in pa tudi osnutke strateških načrtov ostalih držav članic temeljito pogledala in nekako 31. marca smo s strani Evropske komisije, torej letos, prijeli tudi pripombe na vsebino samega strateškega načrta in nekako sedaj še poteka formalno usklajevanje z samo Evropsko komisijo glede na potem končne vsebine, ki bodo v samem strateškem načrtu. Hkrati z temi vsebinami samega strateškega načrta poteka tudi celovita presoja vplivov na okolje, torej strateški načrt mora predstaviti to celovito presojo vplivov na okolje
in nekako, ko bo to vse potrjeno, se bo potem vse skupaj začelo izvajati z naslednjim letom, torej 1.1.2023. Morda še nekaj glede vsebine. Zdaj, možno je, da se nekatere vsebine še nekoliko spremenijo, pač na podlagi samega usklajevanja s komisijo in pa tudi na podlagi tega CPVO postopka. No, že na začetku sem poudaril, da sama skupna kmetijska politika oziroma strateški načrt naslavlja 3 nekako splošne cilje. Torej, kot prvega, ki je nekako spremljal skupno kmetijsko politiko od samega začetka, to je spodbujanje pametnega, konkurenčnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost. Potem pa so z leti prišle zraven tudi cilji, kot je na primer krepitev varstva okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo in pa seveda samo preprečevanje in pa borba s podnebnimi spremembami, ter pa še tudi tretji splošen cilj, ki ga naslavljamo, je krepitev socioekonomskega tkiva samega podeželja. Zdaj, danes bomo pogledali predvsem specifični cilj 6, to je prispevanje k zaustavitvi in obratu trenda izgube biotske raznovrstnosti, torej te naravovarstvene vsebine, ki se hkrati tudi navezujejo na samo Naturo 2000. Preden pa začnemo glede same vsebine, še pogledamo samo zeleno arhitekturo, torej kakšne so razlike glede na obdobje 2014-2022 in pa nove te okoljske zahteve, ki bodo del strateškega načrta. Torej, sedaj smo poznali kot obveznost za vse kmete, torej osnove, samo navzkrižna skladnost, ki predstavlja nekako tisto osnovo vseh okoljskih in naravovarstvenih zahtev, ki jo morajo vsi izvajati. Potem nad njo je bila dodana zelena komponenta, ki je bila tudi obvezna za kmete, in pa prostovoljne intervencije, prostovoljni ukrepi, kot je na primer KOPOP na 2. stebru. Zdaj, to se nekoliko spremeni z novim obdobjem. Dobili smo nova pravila, ki se jim reče okrepljena pogojenost. V okviru te okrepljene pogojenosti so prisotne trenutne zahteve navzkrižne skladnosti, ki so nekoliko okrepljene, in pa dodale so se nove zahteve, hkrati so pa tudi v njej prisotne zahteve zelene komponente. Nad to je še posebna novost tudi, da so na samem 1. stebru, kjer so bile v bistvu sedaj nekako prisotna neposredna plačila, pa proizvodno vezana plačila, je dodana ta okoljska shema oziroma shema za okolje in podnebje, kjer nekako komisija želi, da naslavljamo tudi nekatere okoljske ukrepe že z sredstvi 1. stebra. No, potem pa še seveda ta nadstandard, ki predstavljajo okoljsko-podnebni ukrepi 2. stebra, kar je že v bistvu nekako bilo sedaj na voljo, s tem, da smo dodali nekatere tudi nove ukrepe. Zdaj, morda še za omeniti, pri pripravi samega strateškega načrta smo zraven teh nekako pravil zelene arhitekture morali upoštevati tudi ta zeleni dogovor, ki ga je sprejela Evropska komisija. V okviru tega zelenega dogovorja pa so bile izdane tudi številne strategije, na primer za kmetijstvo najbolj pomembna strategija od vil do vilic, hkrati pa se tudi nekatere zahteve v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 naslavljajo tudi na izvajanje samih strateških načrtov. Torej, vse to smo morali upoštevati pri nekako pripravi samih zahtev zelene arhitekture oziroma samega strateškega načrta. Še enkrat, če gremo skozi, torej kaj je novega. Nov koncept je ta, s katerim bi naj naslavljali bolj ambicioznejši prehod in na bolj trajnostni prehranski in kmetijski sistem. Torej, novost je ta okrepljena pogojenost, ki nekako predstavlja združitev obstoječe navzkrižne skladnosti z zahtevami iz tako imenovane zelene komponente. Hkrati so pa tem zahtevam dodani tudi nove, dobre kmetijske in okoljske pogoje, ki jih do sedaj še nismo poznali in bomo kasneje tudi malo pogledali. Potem novost je shema za podnebje in okolje, kratica SOPO,
ki nekako so ti prostovoljni ukrepi, ki jih moramo naslavljati že v okviru prvega stebra, in pa naprimer ukrepi KOPOP in še nekateri drugi, ki so potem v drugem stebru, in ti nekako predstavljajo nadstandard glede na osnovne zahteve pogojenosti. Kaj še bodo glavne novosti, ki nekako se tudi dotikajo te zelene arhitekture? Torej do sedaj, naprimer, razne krajinske značilnosti, torej mejice niso bile, če so bile širše od 2 metrov, vključene, so bile izločene iz GERK-ov, sedaj bodo pač te nekako vključene definicijo upravičenega hektarja, kar pomeni, da bodo kmetijska gospodarstva, ki pač imajo na svojih zemljiščih oziroma v upravljanju določene krajinske značilnosti, bodo lahko te pripisale na svoje, mislim, bodo lahko nekako zagrkale in bodo tudi za te površine prejemale osnovno plačilo. Potem ekološko kmetovanje se seveda še naprej nagrajuje, kajti Evropska komisija je nekako želi, da bi do leta 2030 že imeli 25% površin na nivoju EU pod ekološkim kmetijstvom, torej tudi pri nas moramo narediti čim več, da bomo čim več površin dosegli. Potem dodane so bile nove površinske intervencije na področju okolja, kot so biotično varstvo, izvajanje ukrepov iz načrta upravljanja zavarovanih območij in pa na primer intervencija oziroma ukrep na plačila Natura 2000. Potem dodane so bile nove okoljske intervencije na področju gozdarstva, pa tudi nekatere specifične intervencije imamo tudi v okviru neproduktivnih naložb, ki se jih do zdaj v tem obdobju nismo podpirali. Kaj je novega na pogojenosti? Zdaj, tu največje novosti so te dobre kmetijske okoljske pogoje 2, ustrezno varstvo mokrišč in šotišč, ker nekako moramo kot država ohranjati določene površine, ki so bodisi na šotiščih in mokriščih. Potem nadgradnja DKOP 8, nadgradnja nekako zahtev, ki smo jih že sedaj poznali. Torej, kmetije bodo mogle ohranjati neproizvodne značilnosti na svojih zemljiščih, torej tiste, ki imajo določeno število ornih površin, in pa tudi določene krajinske značilnosti bodo trajno varovane, torej se jih ne bo smelo odstranjevati. Sama zahteva ohranjanja okoljsko občutljivega trajnega travinja, torej ta OTT, ki je bil sedaj v delu zelene komponente, se prenese na DKOP 9, torej to še bo vedno ostalo, hkrati sedaj tudi ni več te izjeme za ekološke kmete, tako da nekako bodo potem vsi morali upoštevati zahteve OTT. Potem pa še seveda zahteve, ki smo jih že sedaj poznali, torej predpisane zahteve ravnanja 3 pa 4, ki se navezuje nekako na direktivo o pticah in pa direktivo o habitatih, ki sta ključni naravovarstveni direktivi Evropske unije. Tudi tu bodo morala pač vsa kmetijska gospodarstva upoštevati določene zahteve. Pa si poglejmo še to novo shemo, torej shemo za podnebje in okolje, SOPO shemo, kaj je zdaj to novega, torej rekli smo, da se bodo ti ukrepi financirali iz prvega stebra, zato ker se bodo financirali iz prvega stebra, to pomeni, da bodo vsi pač prejemniki SOPO-ta oziroma ki bo lahko SOPO sheme izvajali, bodo morali imeti status, torej biti aktivni kmetje, tudi biti upravičeni do dohodkovne podpore za trajnost, pa imeti bodo morali najmanj 1 hektar kmetijskih površin. V zadnjem osnutku strateškega načrta je bilo nekako predstavljenih 12 shem. Vse sheme se bodo lahko pač kmetije vključevali v njih prostovoljno, je pa pomembnost, da so pri SOPO-tu obveznosti vedno enoletne, torej naprimer KOPOP ima 5-letne zahteve, kar predstavlja nekako višji nadstandard kot pa sam SOPO, in to se seveda potem pozna tudi na samih plačilih. Zdaj, če smo že pri plačilih, plačila zaenkrat še niso znana, ker še kalkulacije vedno potekajo, torej še niso končne verzije, zato vam o tem tudi ne morem kaj več povedati trenutno, ampak mislim, da zelo kmalu bodo tudi znane. Katere pa so te sheme? Torej, te podintervencije, ki jih bomo naslavljali v okviru
intervencije SOPO, torej imamo za sheme za travinje, za njive in pa trajne nasade. Na travinjo shemi, ki sta tudi pomembni za naravovarstvo, sta ekstenzivno travinje in pa tradicionalna raba travinja. Na njivah pa na primer zaplate golih tal za poljskega škrjanca, torej ta ptica, ki gnezdi večinoma na njivah, in pa tudi varstvo gnezd pribe, ki je tudi ptica, ki gnezdi na njivah. Pa še v okviru trajnih nasadov bo pod intervencijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih, torej da boste lahko dobili nekako plačilo, če boste v vaših trajnih nasadah nekatere površine pač namenili naravi. Še mogoče bolj podrobno, kaj naslavlja ekstenzivno travinje, torej ekstenzivno travinje bo obvezno izpravilo travinja, če se izvaja košnja, mulčenje ni dovoljeno, uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena, pa kaj je pomembno za to shemo, da to shemo boste morali izvajati na vseh travnikih kmetijskega gospodarstva. Pa tudi sam GVŽ je predpisan, torej mora biti nekako 0,2 do 0,9 GVŽ na hektar travniških površin. Pri tradicionalnem travinju pa ni samo izvajanje, ni vezano na vse površine, ampak samo na izbrane površine, ki so le na določenih površinah izven območja Nature 2000, in v bistvu izgledalo bo tako, da se bo nekako določila, zahteve števila košenj, tako nekako bo potem za določene površine predpisana le dvokratna raba, torej košnja ali paša, s tem, da če se izvaja jesenska paša, se šteje kot pač ena raba travinja. Samo spravilo travinja bo obvezno, pa potem tudi uporaba mineralnega dušika in fitofarmacevtskih sredstev ne bo dovoljena, tudi mulčenje ni dovoljeno. Kot sem že povedal, to se lahko izvaja tudi na delu površin trajnega travinja, medtem ko ekstenzivno travinje se bo izvajalo na vseh površinah. Zakaj se gre pri tem ukrepu varstva gnezd pribe? To se gre, da bo na določenih območjih, kjer ta ptica gnezdi, se bo ta gnezda s pomočjo strokovnjakov lociralo na njivi in potem bo nekako za ta del, kjer je gnezdo, pač bo prepovedana obdelava za določen čas in potem bo kmetijsko gospodarstvo pač dobilo neko nadomestilo, da pač na tistem delu se bo pač temu gnezdu izogibalo. Pri zaplatah golih tal za poljskega škrjanca gre pa tudi za en enostaven ukrep, v bistvu pri sejanju se bo za določen čas izklopila sejalnica in tako bo nekako nastalo ta prosta, zaplata neposejanih tal, kjer bo v bistvu, ker bo do gola, bo nekako poljski škrjanci pač ta del uporabljali za svoj življenjski prostor. Zdaj, sama velikost je nekako predpisana, da je najmanj 25 kvadratnih metrov velika in pa široka najmanj 3 metre. In pa tudi število zaplat bo predpisano, torej, če je nekako ta njiva velika do pol hektara, mora biti na njivi prisotna vsaj ena zaplata, pač velikosti 25 kvadratov, za vsak nadaljnji pol hektar pa se potem dodaja zaplata. Tako da nekako do 1,5 hektara pa potem so na primer 3 zaplate prisotne. Tudi to se bo izvajalo zgolj na določenih območjih, to pa zato, ker pač poljski škrjanec ne živi po celotni Sloveniji, ampak načeloma zgolj na območjih, ki so tukaj opisana. Torej Goričko, Pomurska ravan, Dravsko-Ptujsko, Središko polje, Ljubljanska kotlina, Krško-Brežeško polje, Ljubljansko barje. Tudi sama določitev teh območij trenutno še poteka, tako da mogoče se še bo kaj dodalo oziroma odvzelo, pač glede na prisotnost samih ptic. Potem pa še tretji ukrep na SOPO, ki je vezan na trajne nasade, torej kmetijska gospodarstva bodo dobila nadomestilo, če bodo v trajnih nasadih zagotovila nek življenjski prostor za koristne organizme, bodisi bodo izvajala košnjo ali mulčenje zelenega medvrstnega pasa, kamor se šteje tudi brežine, teras, oziroma vzpostavila varovalne pasove oziroma mejice na robovih trajnih nasadov, da se pač preprečuje erozija tal in pa tudi raznos fitofarmacevtskih sredstev.
In ta zahteva se bo lahko izvajala pač na območju sadovnjakov, vinogradnikov, oljčnikov, pa na celotnem območju države. No, to smo zdaj predstavili, te ključne intervencije, te zelene arhitekture iz prvega stebra, zdaj pa si pogledamo še intervencije, ki so vezane na Evropski sklad za razvoj podeželja, torej EKSRP. Torej, to so nekako ukrepi drugega stebra. In za splošni cilj okolje, kot vidite, imamo na voljo v strateškem načrtu kar nekaj ukrepov, torej KOPOP, ekološko kmetovanje, OMD plačila, to že vse poznamo že odprej, potem pa so nova plačila Natura 2000 in pa plačilo upravljanja zavarovanih območij. Potem dopuščali bomo naložbe s pozitivnim učinkom na okolje, tudi določene neproizvodne naložbe oziroma ukrepe za sanacijo gozdov, ukrep ohranjanja in vzdrževanja pasišč, pa ukrep ohranjanja trajna raba in razvoj rastlinskih in genskih virov v kmetijstvu. Pa si zdaj pogledamo še potem v detalje te ukrepe, torej kmetijsko-okoljsko podnebna plačila, KOPOP. Te plačila že verjetno poznate, so bila že na voljo zdaj v tem obdobju. Zakaj se gre? Gre se v bistvu za podporo kmetijstvu, za izvajanje določenih sonaravnih praks, tudi praks, ki pripomore k blaženju in prilagajanjem glede podnebnih sprememb, pa tudi z ustreznim upravljanjem naravnih virov. Kaj je drugače od SOPOT-a? Torej smo že rekli, da so obveznosti 5-letne, torej če se vključite, je potrebno potem same zahteve izvajati najmanj 5 let. Tudi tu še nimamo na voljo modelnih izračunov, torej pač kakšna bodo plačila, to vse, kot sem že rekel, bodo kmalu verjetno že na voljo, ampak trenutno so še v izdelavi. No, da še omenim, v trenutnem obdobju smo imeli na voljo 19 teh operacij, sedaj jih imenujemo podintervencije, samo to niti ni važno. No, sedaj jih je na voljo 32 in ker pač danes govorimo o teh naravovarstvenih, bomo le te izpostavili, torej nekateri so že bili do sedaj na voljo, nekateri so pa seveda novi. In si pogledamo, predvsem bomo danes izpostavili te, ki so na voljo na območju, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Celje. No, še enkrat, kaj je razlika, ko po 5-letne obveznosti, torej višji standard kot SOPO, sama plačila SOPO in pa KOPOP ne smejo med sabo konkurirati in se ne podvajajo, hkrati pa nekako izkazujemo neko sinergijo z izvajanjem tudi obeh ukrepov. Kakšni bodo pogoji pri KOPOP-u zdaj v novi perspektivi, torej v sam KOPOP, v same te intervencije se bo lahko vključila kmetijska gospodarstva, ki imajo vsaj 1 hektar kmetijskih površin. Potem hkrati, to je bilo še sedaj, sicer zdaj je nekoliko drugače, bo potem potrebno upravljati program usposabljanja. Zdaj v tem obdobju smo imeli v bistvu neko predusposabljanje pred vstopom, zdaj tega več ni, sedaj bo pač to usposabljanje v okviru teh 5 let treba izvesti, torej v okviru 15 ur, s tem, da boste lahko izbirali med temami, ki jih želite poslušati. Potem seveda, glede na pač izvajanje samih zahtev, torej v katero podintervencijo se bodo vključili, boste pač morali tudi nekako voditi evidence o delovnih opravilih, torej pač kaj ste delali glede teh zahtev, ki so tam predpisane. Obveznost bo 5-letna, pa seveda vključitev v sam KOPOP je prostovoljna. No, katere so te ključne podintervencije, ki so nekako na voljo? Torej, posebni travišni habitati, kratica HAB, to smo že imeli, se prenese, zahteve so načeloma enake. Travišni habitati metuljev, prejšnji med, habitati ptic z vlažnim ekstenzivnim travnikom, to je prejšnji VTR, in pa stelniki, prejšnji ste, to še vse ostaja enako kot do sedaj. Dodani pa so bili mokrotni travišni habitati, ohranjanje mokrišč in bari, in pa tudi suhi kraški travniki in pašniki, predvsem za območje Krasa. Podpirali bomo tudi seveda naprej še ukrepe, ki nekako ohranjajo to našo slovensko kmetijsko krajino, torej
Ohranjanje mejic smo imeli že sedaj, visokodebelne travniške sadovnjake, tudi smo že imeli reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, strmi travniki, grbinasti travniki, planinska paša, to je že vse bilo na voljo do sedaj in še bo tudi v naslednjem obdobju. Da si pogledamo nekoliko od blizu ta ukrep posebni travišni habitati, torej zakaj se tukaj gre. Samo izvajanje bo zdaj v novi perspektivi nekako razdeljeno na 2 stopnji zahtevnosti, torej v prvi stopnji je ta prepoved rabe, košnje ali paše po določenem datumu. Ti datumi se nekako glede na območje, na katerem se vaš grk nahaja določeni, pač če so neka območja višja, je pač košnja možna kasneje, zato ker pač rabijo rastline več časa, da osemenijo in nekako to seme potem odvržejo. Če se izvaja košnja, je obveznost pravilo travinja, mulčenje ni dovoljeno, pa mineralna gnojila so prepovedana, je pa dovoljena uporaba organskih gnojil, ki pa ne sme nekako dušik, ne sme preseči 40 kg na hektar. To je vse enako, kot je bilo, potem pa je tu še druga stopnja, sedaj smo pač imeli obvezne izbirne zahteve, tu pa je stopnja 1, stopnja 2 in stopnja 2 je pa potem še izvajanje puščanja teh nepokošenih pasov. Zdaj, odvisno glede na to, na katerem območju se nahajate, potem ta datum določen glede potem, kdaj je potem ta prva raba dovoljena. Torej, naprimer, v tem delu je raba dovoljena po 10. juniju, naprimer na območju Pohorja, potem komaj po 30. juniju, ker pač rastline tam rabijo dlje časa, da dozorijo. Pač zelo odvisno pač glede na to, na katerem območju se ta vaš grk nahaja. Potem še vedno naprej ta operacija KOPOP travišni habitati metuljev še bo vedno potekala. Kaj gre tukaj? Tukaj gre v bistvu za nekako kmetijske prakse, s katerimi omogočamo preživetje teh vrst metuljev, ki so nekako vezani na te posebne travnike. In če se vključite v izvajanje tega ukrepa, je potem košnja ni dovoljena med 15. junijem in pa 15. septembrom. Potem tudi paša, mulčenje in pa gnojenje pa niso dovoljeni čez vse leto. To je nekako izvajanje prve zahteve. Druga zahteva je pa potem tudi ta puščanje nepokošenega pasu. Tudi tukaj je pač se lahko v ta ukrep vključite le, če vaš grk leži na tem območju izvajanja, pač možnosti vpisa v to operacijo, ker pač ta območja so samo tam, kjer se ti metulji še vedno pojavljajo. Morda zdaj, če vas zanima, kako zvedeti, či vaš grk leži na tem območju, to bomo pogledali pa potem še kasneje. Potem mokrotni travišni habitati, še en ukrep, ki bo na voljo, tudi ta se bo izvajal v 2 stopnjah. Torej, prvič košnja je dovoljena komaj po 30. juniju. Zakaj komaj po 30. juniju? Ker gre tu za take res redke mokrišne habitate, kjer zopet rastline potrebujejo dlje časa, da dozorijo. In pa tudi paša in mulčenje niso dovoljeni, ker je pač tukaj ponavadi so pač zelo vlažni habitati in bi se potem takoj v paši pač travna ruša poškodovala. Samo spravilo se trave v obliki mrve, paciliranje ni dovoljeno, uporaba gnojil ni dovoljena. Potem sam ukrep ohranjanja mejic, tudi to bomo naprej podpirali. Plačilo se bo možno uveljavljati za mejico, do katere boste imeli pač nekako pravico do uporabe. Same mejice bodo pa nekako pripisane kot grafična enota krajinskih značilnosti KRZ, ki bodo potem pripisane posameznemu grku. Kaj so nekako zahteve pri ukrepu ohranjanja mejic, je, da na vsake 2 leti je treba pač mejico vzdrževati, torej obrezati, rečiti, pregledati stanje, odstraniti mogoče kakšne mrtva drevesa. Hkrati pa je potem potrebno tudi upoštevati, da seveda teh del ni možno izvajati med 1. marcem in 30. septembrom,
kajti tukaj gre po zakonodaji pač za prepoved obrezovanja nejic zaradi gnezdenja ptic. Še ena intervencija, ki sicer njeno izvajanje ni možno na območju, mislim, teh ptic ni na območju Kmetijskega zavoda Celje, zato tukaj ne bomo posebej se zadrževali. Zgolj morda, da pogledamo na tem primeru, kako lahko ugotovite, ali vaši gerki ležijo na teh conah, kjer je pač možno se vpisati v določene intervencije. Torej, obiščete to spletno stran tukaj, torej rkggo.si, in si odprete ta gerk pregledovalnik. V tem zavihu zgoraj, kjer piše hitro iskanje, opišete vašo KMG številko in potem vam bo pokazalo vse gerke na območju, oziroma pač vse gerke, ki so vaši, potem pa so tukaj različni sloji, si odprete kontrolni sloj za tisto leto pač, ki je na voljo, in si potem lahko vklukate vse te posebne ukrepe, v katere se potem možno vpisati. In potem, če se vaš gerk prekriva s temi ukrepi, potem veste, da je pač možen vpis. Zdaj, če pa niste računalniško vešči, pa seveda vam bodo pri tem z veseljem pomagali vaši kmetijski svetovalci. Še ena ključna operacija KOPOP oziroma intervencija je ohranjanje suhih travišč. Ta je nekako bila že delno razvita v okviru projekta Life to Grassland in bo naslavljala le območja, ki jih je pokrival ta projekt, torej območje Kum, Haloze, Gorjanci in pa Pohorje. Še ena operacija, še ena intervencija, torej visokodebelni travniški sadovnjaki. Tudi ta nekako ni vezana samo na območje Nature 2000, ampak je vpis možen po celi Sloveniji. Kaj je pogoj? Pogoj je, da pač je vpis možen le za gerke z rabo 1222, ki nekako predstavlja ekstenzivne sadovnjake. Kaj so pogoji za izvajanje tega ukrepa je, da pač se mora nekako zagotavljati zatravljenost in pa pač se morajo seveda vzdrževati. Torej, trava pod drevesi se kosi, sama drevesa se pa tudi negujejo, tudi če kaj odmre, se nadomesti. Kako nekako zdaj te ključne ukrepe v okviru KOPOP-a smo pogledali, nekako zdaj na hitro še tudi ekološko kmetijstvo nekako prispeva tudi k sami Naturi 2000 z temi sonaravnimi praksami, ki jih podpira, tudi to še bo naprej na voljo. Potem plačila Natura 2000, tukaj se ne bi posebej zadrževal, kajti na območju Kmetijskega zavoda Celje te površine niso, mislim, da se na teh površinah ta natura plačila ne bodo zadrževala. Tukaj je vredno izpostaviti, da bomo podpirali tudi nekako naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in pa opreme za upravljanje traviščnih habitatov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo na območjih, ki se trenutno zaraščajo, ampak so seveda pomembne za nekako ohranjanje te kmetijske krajine in pa tudi narave, bomo omogočali nakup specialne mehanizacije, torej pa za košnjo teh strmih travnikov in pa tudi mehanizacijo za samo spravilo krme in pa tudi za dosuševanje krme. Tukaj gre seveda za proizvodne naložbe, potem pa bomo po novem tudi omogočali neproizvodne naložbe, ki so nekako tudi povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij. Tu bodo podprti 3 sklopi naložb, torej naložbe v ohranjanje ekstenzivnih pašnikov, naložbe v ureditev in vzpostavitev krajinskih značilnosti, predvsem mejice, suhozidi, razne mlake, kali na kmetijskih gospodarstvih in pa tudi naložbe v ureditev pašnikov, torej za zaščito živali pred napadi velikih zveri. V okviru te naložbe bo sedaj mogoče tudi nekako financiranje nakupa pastirskih psov, kar sedaj ni bilo možno. Še en ukrep, ki je nekako v osnutku strateškega načrta, je ukrep ohranjanja in vzdrževanja pasi za prostoživeče rastlinojede živali. Kaj gre tukaj? Tukaj nekako smo si zamislili pavšalno podporo, torej
nekako za vse te kmetije, ker prihaja do večjega pritiska, do objedanja teh travniških površin, predvsem strani jelenjadi, bi potem bila upravičena do nekake podpore, kot nadomestilo pač za to, da se tam lahko te živali pasejo. No, tako smo šli čez vse te intervencije, ki so nekako povezane tudi z izvajanjem same Nature 2000, torej te naravovarstvene intervencije, ki so del strateškega načrta, kako zdaj naprej. Se pravim, z koncem lanskega leta je bil strateški načrt poslan na Evropsko komisijo, sedaj poteka formalno usklajevanje, hkrati poteka tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, nekako do konca leta, potem že nekako jeseni bo potem potrebno tudi vse uredbe pripraviti, tudi nacionalne, da se bo lahko sam strateški načrt začel izvajati s 1.1.2023. Možne so še določene spremembe, ki se bodo mogoče pač nastale na podlagi samega usklajevanja z Evropsko komisijo, kot tudi na podlagi CPVO postopka. Zahvalil bi se vam rad za pozornost, hkrati vas vabim vse, da si na spletni strani skp.si pač pogledate vsebine skupne kmetijske politike, torej na voljo je tudi ta strateški načrt, ki je bil poslan Evropski komisiji, kjer so tudi detaljni opisi glede izvajanja posameznih ukrepov. Če imate kakšnokoli vprašanje, prosim obrnite na Matevža, lahko pa tudi na e-mail naslov, ki je objavljen na tej prezentaciji. Še enkrat hvala za pozornost in nasvidenje. Tako, prišli smo do konca predavanja Nina Kirviša, sedaj bi pa prosil Tatjano Pevec, da predstavi njihov del Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Prosim. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni in sedaj jaz upam, da bo to meni uspelo, kar bi mi moralo, ne, zaenkrat spet ne, že vidim. Veste, leta so pa le leta, ne? A sedaj mogoče je? Zdaj vidimo Predstavitev. predstavitev samo ne celozaslonske. A že spet ne? In zakaj to meni ne gre? Kaj prej, new share, pa kaj že moram še narediti? Klara, kaj je že treba? Pa share. Gor je naštimano, diaprojekcija. Gor na vrhu, ko imate. Stop se. Optite, ja. Prosim? Dajte zdaj stop share. Stop share, ja, najbolj. Reda. Zdaj v gor, ko imate diaprojekcijo, odprite svojo. Ja. Imate gor na vrhu diaprojekcija, piše. Pa nastavite. No, zdaj sem jo pa že zbrisal. Ja, pripravi diaprojekcijo, pa ročno se. Ja, je. Vse je. Aha, ok, dajte to pa kar zdaj share screen. Zoom pa share screen. Ja. Zdaj pa je, super. Super. Je, hvala. No, pa je uspela. Odlično. Torej, lepo pozdravljeni. Sem specialistka za travništvo, pašništvo, pridelovanje krme, tudi v ekološkem kmetovanju ter za področje varovanja narave in okolja. Zelo veliki naslov imam, saj sem že dolgo v službi tukaj. Torej, na kratko pa sem travarica. Sedaj bom jaz malo predstavila Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, ki obsega 192.000 hektarov zemljišč in se razteza od hrvaške meje do avstrijske meje. In pri nas v bistvu 87% površin leži v OMD
območju. Tu vidimo, da obsegamo v bistvu Savinjsko in pa del Koroške regije in zasedamo 11 upravnih enot, na katerih je tudi 11 sedežev kmetijsko-svetovalne službe, pokrivamo pa v bistvu v teh regijah 40 občin. Kakšna je pa pri nas raba tal? Največ imamo pač trajnega travinja, se pravi okoli 55.000 hektarov, 15.000 hektarov je njiv. Imamo tudi 1500 hektarov hmeljišč in pa tudi 1500 hektarov travinja z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi. Poleg tega pa še imamo vinogradov 500 hektarov, intenzivnih sadovnjakov okoli 600 hektarov in pa travniških sadovnjakov v bistvu 2400 hektarov. Živali imamo tudi kar precej živali, prav od perutnine, lam, alpak, divjadi imamo tudi v oborah približno toliko kot kuncev, redimo, kopitarjev, prašiči, največ pa imamo travojedih živali, govedo, drobnice, koze, ovce. In no, to so pa že bilo, je že malo rečeno, kje imamo pri nas območja Nature, ampak še vseeno. Predvsem ti so Volčeki, Ličenca, Boč, Haloze, Donačka gora, so predvsem bili v EIP projektih, še tudi zdaj bo EIP projekt Štajerska. Tukaj imamo tudi določene brošure, ki jih nismo izdali mi, ampak pod Naturo 2000 so bili izdani, vidite to, kar ste že prej slišali, da je velikonočnica edino na našem zavodu, s tem bi morali biti kar malo ponosni in jo res čuvati. Potem imamo Kamniško-Savinjske Alpe, kjer imamo Gorsko kraljestvo ptic, Kozjanski park, kjer je sožitje narave in pa človeka, kjer imamo suha travišča na vetrniku in pa na oslici, in pa Pogorje divjega petelina. Sedaj še pa malo predstavlja posamezna naša območja, ki so v Naturi, kakor ste pa že prej slišali, nimamo veliko, da bi imeli kaj plačila iz Nature 2000. Mi imamo samo območja, kjer se določene habitati in pa živali čuvajo. Tu imamo na primer Cerovec, kjer je v bistvu tudi ta strašnični mravljiščar. Potem je reka Bolska, kjer skoraj v vseh teh naših rekah, ki so pod Naturo, se čuva in se varuje rak koščak. Tu je življenjski prostor tega raka koščaka, ravno tako pri reki pri Laškem, ker vem, da je nas svetovalcev tudi tukaj danes veliko. Poglejte malo, kaj vse v bistvu imamo res na našem območju, ni veliko povezano s kmetijstvom ali pa tudi. Če se preveč vemo, če je ta priobalni pas, 5 metrov od potoka se tu naj ne bi gnojilo in uporabljalo fitofarmacevtskih sredstev. Zakaj? Zato, ker varujemo v bistvu prostor navadnega koščaka. No, to je ta znana naša Boletina, kjer imamo velikonočnico, poleg nje pa imamo tudi več vrst kukavičevk. Se pravi, imamo orhideje. Grad Podčetrtek, zanimivo, je v bistvu tudi v Naturi 2000, predvsem je ob potoku njega je zopet koščak, poleg tega so pa tudi netopirji. Radoha, imamo ruševje, rdeči bor v srednjih višinah, se pravi, da varujemo zopet neko rastlinje naše posebne drevesa, ruševje. Mrzlica, življenjski prostor zopet metulja, travniškega postavneža,
Sopot s pritoki, to je tam na Golteh, zopet navadni koščak. Črni potok na Koroškem, veste, je tudi v Naturi 2000, predvsem zaradi velikega jesena ob potoku, se pravi tukaj, če se bo pojavil japonski dresnik, hitro ga je treba ukrepati, da ne bo zadušil tega velikega jesena. Tudi v Slovenskih Konjicah imamo Naturo 2000, predvsem območje med cerkvijo in pa tem gradom oziroma pokopališčem je pomembno območje za varovanje netopirjev malih podkovnjakov. Sotla s pritoki, se pravi mejna reka, ki je zelo pomembna, ima tudi veliko rakov, piškurjev, sedaj vemo, da se pojavlja tudi bober, ki pa že nam kot kmeticam lahko dela tudi nekaj škode. Poleg tega je pa že tudi na določenih mestih ta sotla regulirana. Drameljski potok, zopet navadni koščak, ravno tako tudi Spodnja Ponkvica. Robnik, se pravi Solčava, meji na Solčavo, Črna na Koroškem, je vse skupaj, zopet imamo Mali Jesen in pa Črni Gaber. Tudi Savinja od Celja do Zidanega Mosta je v Naturi 2000. Zopet zaradi različnih rib in zaradi različnih drstišč teh rib. Potem je Vitanje Oplotnica, kjer zopet imamo navadnega koščaka ali pri Voglajni pregrada Tratna izliv v Savinjo, kjer je zopet zaradi tega koščaka. Dravinja, to je že bilo tudi malo omenjeno, imamo strašničnega mravljiščarja, temnega mravljiščarja in pa močvirskega cekinčka, se pravi, da so tukaj okoli zelo bogati travniki, travišče oziroma vlažni travniki. Savinja od Grušovl do Petrovč je tudi pomembna, tudi za različne, predvsem je to v bistvu že skoraj na kraškem območju, pa tudi je pomembna zaradi različna drstišča in pa navadnega koščaka. Menina, življenjski prostor koščaka, hribskega urha in pa velikega pupka, se pravi, da so tukaj določene vodna zajetja, manjša zajetja, v katerih se prehranjujejo in razmnožujejo te dvoživke. Peca, to je v bistvu karbonatna skalnata so pobočja, melišča, tukaj je veliko različnih vrst rastlin in je tudi se tu pojavlja in lahko ščitimo Zoisovo zvončnico in pa na vrhu je zopet ruševje. Bistrica pri Libojah, tudi tu imamo navadnega koščaka. Jamnikova in Strelčeva, no, to pa sploh ne vidim, kaj imam napisan. Vi verjetno vidite, kar preberite. Zopet imamo posebna gozdna rastišča, pa različna drevesa, ki rastejo v bistvu sam še tukaj na teh površinah. Huda luknja, imamo zopet, to je zopet kraški habitat, v bistvu tudi kraške jame in tukaj se tudi v hudi luknji se pojavljajo netopirji. Zdaj se bo verjetno kaj spremenilo, ko delajo kolesarsko stezo. Ložnica s Trnavo se tudi nadaljuje v samo jamo Pekel, Peklenščico, to so v bistvu določene školjke, ne samo raki, ampak so tudi posebne školjke, sladkovodne, ki jih naj bi čuvali. Lučnica, zopet potok, kjer
varujemo navadnega koščaka. Dreta, vedno na Savinjski, ki prihajajo pritoki in voda iz Menine planine, so vodonosni in se tukaj v bistvu imamo predvsem ob Dreti bogato vodno rastlinje. Gračnica v Laškem, tu imamo posebno habitat, kjer se zopet v Jurkloštru se naseljujejo podkovnjaki, se pravi netopiri, in pa potem še v bistvu je tukaj njihov prehranjevalni habitat. Lučka jama, to je posebna jama, ki sicer ni odprta za javnost, je pa v njej tudi v bistvu človeška ribica, tako da se ne bojo sam Primorci hvalili z njo, oziroma Postojnčani jo imamo tudi v bistvu pri nas, za katero pa redko kdo ve. No, zdaj mi tudi vemo. Žičnica s pritoki, prav to je v Slovenskih Konjicah, je tudi zopet življenjski prostor navadnega koščaka. No, večkrat že omenjeni volčeki iz Celja, ki so med Bukovžlakom in Proseniškim, kjer je življenjski prostor strašnične mravliščarja, strašnice v bistvu. Imamo pa tudi v potoku, ki pride do teh volčekov, še piškurje in pa navadne škržeke, se pravi, da imamo celo školjke v teh potokih. Zahodni kozjak, imamo zopet posebno rastlinje na tem kozjaku, se pravi jesen in pa različne druge sestoje in pa rastline. In še za konec, ko imamo kar naprej neurja v bistvu, ali suše, kaj pomeni suša, ali je res bič božji, ali je poplava včasih hujša. Poplava nam po moje včasih naredi veliko večjo škodo. In zato upamo, da bomo imeli čim več takih pisanih travnikov s različnimi rastlinami, hkrati pa potrebujemo tudi intenzivne travnike za krmo naših živali. Hvala lepa. Če kakšno vprašanje, če ne pa predajam besedo naprej Matevžu. Hvala lepa za tole predavanje. Sedaj pa imamo pripravljena 2 videoposnetka dobrih kmetijskih praks, ki so bila posneta v sodelovanju z Zavodom Štirna, ki je projektni partner v projektu Life IP Natura. Pa če si kar pogledamo prvi posnetek s kmetije Krivec. Tako, upam, da vidimo. Posnetek je tudi javno objavljen, tako da si ga lahko kasneje pogledate. Naša kmetija je od 2000 ekološka. Obdelujemo tam 22 hektarjev zemljišča, od tega imamo 8 hektarov njiv, kolobarimo. Polovica njiv je, bi rekel, začasni travnik, gor so detelje, da malo z dušikam pridobimo. Pa imamo 11 hektarjev travnikov, travniški sadovnjak tule okrog hiše, ki je v bistvu pašen z drobnico. No, potem imamo pa zdaj 24 glav goveda, krave dojilje, bik je v čredi. Mi kmetujemo na območju Kozjanskega parka in s tem je tudi pač že to zavarovano tako ali tako, ne. Potem dodatno ekološko kmetovanje, ne, in tudi travniški sadovnjak je v bistvu v Naturi 2000, ki je še posebej pač poskušamo kmetovati na tak način, da ohranjamo različne habitate, ne. Tako da tu odzadaj za mano je tudi rastlinska čistilna naprava, tudi vpliva na, da očistimo to, kar pač umažemo dobesedno, in pač nekako imamo krog zaključen, da res se posvečamo ohranjanju narave.
Jaz sem to videl 2005-2006 na eni kmetiji, rastlinsko čistilno napravo, in to sem jaz takrat se ful zagrel in sem rekel, to bom jaz imel. Potem pa smo 2009-2010 smo to čistilno napravo res naredili in izgleda tako. Iz vseh treh objektov je greznica, troprekatna greznica, to je klasika, vse gre tam noter, ne, in tam se pač po teh nivojih pretaka, da se ločuje zadeve. No in potem to se vsaka 3 leta se gosti del čisti. Komunala to počisti. Kaj se pa tiče redkega dela, ki gre vedno naprej, sta pa 2 bazena, 3x3, pa pol metra visok, noter so pa različne frakcije peska, potem pa zasajeno z rastlinjem, ki ga vidimo vse posod v naravnih čistilnih napravah, ki jih narava sama naredi v potokih, tako da, no potem je še pa ena greda naprej, najprej je grobi filter, potem je pa čisti fini filter, je pa 6x3 metre, pa 75 globoko, tako da na koncu pride voda ven, da jo lahko pijejo živali, konji, tudi pupke sem že videl noter, ki so zelo pogosto tukaj na Kozjanskem opaženi, ta je pa zelo občutljiv če je voda onesnažena. Zaenkrat smo vključeni v KOPOP samo z 2 hektara, nekaj manj kot 2 hektara travniškega sadovnjaka. Ne predstavlja nekaj več dela ali manj, da bi rekel, da je treba nekaj več postoriti. Včasih kakšna košnja, čistilna, drugače pa, tako sem rekel, paša pod drevesi. Drev je pa tista osnovna nega, obrazovanje. Evidence pač vodimo tako že kot ekološko, ampak tam še pa dodatno za KOPOP, košnja, paša, čiščenje pa te stvari, ni toliko več. Ja, no, iz teh njiv, ko jih imamo, predelujemo žita, pšenico, piro, to je neka osnova, ajdo, včasih tudi kakšno rž. No in potem iz tega imamo tudi registrirano predelavo na kmetiji. Predelujemo potem ta žita v pekovske izdelke, suho pecivo, testenine, mlince, pa tudi kruha se peče enkrat na tedensko nekaj iz tega. Kmetije so tu, bomo rekli, usmerjene ali pa se jih usmerja v smislu čim večjega ohranjanja naravnih habitatov, okolja in vsega ostalega, kar se v bistvu na koncu nekako odraža v tem, da je zelo veliko kmetij vključenih v ukrep ekološko kmetovanje, se pravi v okviru programa razvoja podeželja in pa tudi v ukrep KOPOP. Se pravi, tudi iz tega vidika je kar nekaj kmetij, ki imajo te ukrepe na svojih zemljiščih. Nekako je območje, ki ima nad slovenskim povprečjem ekoloških kmetij, se pravi nekje dobrih 5% in pa tudi zemljišče več kot 11% v ekološko kmetovanje vključenih. Zdaj v samem območju je 16 kmetij, ki imajo KOPOP operacije, ostalo pač 48 kmetij pa je z ekološkim kmetovanjem. To je po podatkih iz zbirnih vlog iz 2021. Zdaj, če mogoče še malo na splošno grem, iz kmetije, gospodar kmetije je omenil travniški sadovnjak. Bomo rekli, travniški sadovnjak je eden pomembnejših delov Kozjanskega parka, zelo veliko so posvečali temu pozornosti in seveda ohranjanju. V Kozjanskem parku je tudi drevesnica, ki se bavi z vzgojo avtohtonih starih sort, reprodukcijo in pa seveda tudi precej se je tega zasadili nazaj na ta območja. Ja, dejansko v bistvu kmetijska svetovalna služba, bom rekel, nekako od samega začetka že stoji zraven. Tako recimo, če grem v leto 2015, ko se je slovensko kmetijsko-okoljski program sprejemal oziroma krovni program razvoja podeželja, takrat smo v bistvu z predavanji, izobraževanji kmetom predstavljali, kaj lahko iz programa razvoja podeželja na določenih območjih
ki so recimo varovana, črpajo, se pravi, dobijo dodatna sredstva, da potem nekako izravnajo mogoče izpad dohodka, ki pride z nekim ukrepom, ne vem, pač opustitve silaže ali pa recimo en-pasa ali pa karkoli drugega. Seveda, to je samo začetek izobraževanja. Pol končno kmetovanje tudi v bistvu usmerjamo tako, da pač svetujemo na terenu, se oglasimo na kmetijo, pogledamo recimo čisto konkretno pri ekološkem kmetovanju, pomagamo pri presmeritvah in potem kasneje tudi pač strokovno, če je kakšna stvar potrebna. Končno potem preko zbirnih vlog in pa tudi pač tistega dela, ki je mogoče manj zaželen, vodenja evidenc recimo, ki so, bomo rekli, kar včasih problematične. In pa vse do konca v bistvu, seveda je pa zelo veliko na lastni iniciativi. To je tako, kot je recimo na kmetiji Krivec, ki v bistvu so dejansko res na lastno inicijativo zelo dobro razvili to kmetijo in v bistvu nekako prosperirajo na tem območju, ne. Tako, to je bil prvi posnetek. Sedaj si bomo ogledali še drugega, in sicer iz Menina planine. Prosil bi vas pa še, da v chatu odprete povezavo do ankete in jo izpolnite, da bomo vedeli vnaprej, kaj in kako pri organizaciji takih predavanj. No, pa si poglejmo zdaj še drugi posnetek. Naša pašna skupnost je v prvi vrsti sestavljena iz 50 kmetij, se pravi kar 50 članov je naše pašne skupnosti, ki priženejo živali, svoje živali tule gor na te planinske pašnike. Pašniki se v bistvu razpostirajo po vrhu te naše kraške planote, Menine planine. Gre približno za 250 hektarov pašnih površin, se pa te pašne površine prepletajo z gozdom. To je, rečemo, ena taka posebnost Menine, res to prehajanje gozd in pašnik, tako da včasih tudi rečemo, da je tale naša Menina v bistvu planina stoterih gozdnih jaz. Tale del sicer je malo bolj odprt, sicer je pa res po sami planini ogromno enih skritih kotičkov, ki jih poznajo večinoma sam pastirji, tudi večina obiskovalcev tega ne spozna. Zdaj, število živali se nam je v zadnjih letih povečevalo, tako da trenutno okrog 350 glav, to je tudi nekje, ocenjujemo mi, neka zgornja meja. To do zdaj nam je uspelo, da prepasemo nekje od konca maja do konca septembra, ko je žival tule na planini. Samo pašo, bi rekel, izboljšali smo izkoriščanje paše na način, da smo po planini naredili več čredink in da se pač živali nahajajo nekaj časa v eni čredinki, pa jih pol prestavimo in naredimo približno 3 kroge v celi sezoni. Zdaj, število živali se nam je pa v glavnem povečalo zaradi tega, ker se na našem področju v dolini opušča reja krav muznic. Kmeti se odločajo za rejo krav dojil, ker pa in taka kmetija lahko da na planino praktično skoraj vse živali. Prej pa so pač imeli muznice doma in so jih molzli in so dali na planino samo plemenske telice. Jaz ocenjujem, da se paša tudi skozi, lahko rečemo, kar stoletje ni bistveno spremenila. Spremenilo se je obseg pašnikov. Včasih stoletja nazaj je bil ta obseg bistveno večji, velik del teh pašnikov se je zarastel. V zadnjem obdobju pa imamo tudi nekje dogovor z lastnikom, to je Nadškofija Ljubljana, da zdaj te površine nekje ohranjamo. Se pravi, tudi če se en del zaraste, pa se nekje dogovorimo, pa mogoče en drug del počistimo, tako da te površine ohranjamo. Sicer pa je v glavnem poteka delo tule tako, da najprej se spomladi postavi ograja,
Pol poskrbimo, da je vode dovolj, imamo bogato mrežo teh vodnih zajetij, kar omogoča tudi, bi rekel, dobre življenjske pogoje za dvoživke. Pol pa čez leto, praktično kar čez celo leto, že zdaj takoj spomladi začnemo z košnjo plevelov, potem v juliju je ena, bi rekel, druga runda košnje plevelov, ko kosimo te bodike, ki se nam zdaj v zadnjih letih zelo pojavljajo. Pol jesen pa še mogoče kaj potrebno, ki se kakšne smreke že bolj zarastejo, pa kako grmovje. No. Najprej zjutraj pregleda čredo, če je vse zdrava oziroma pač ukrepa, če so kakšni problemi. Pri takem številu so v bistvu dnevno tudi problemi. Tako da imata pastirja najprej je to. Če je pa vse zdravo, pa če vse poteka, bi rekel, brez kakih problemov, takrat pa malo tudi pogledata ograjo, pregledata, če je voda povsod. Če ne, pa tudi mogoče